DJ in producent Mike Vale, 29-letni Mariborčan, je ena najhitreje vzhajajočih zvezd na področju elektronske glasbe, tako v Sloveniji kot po celem svetu. Njegovo zvrst lahko opredelimo kot techno house, zadovolji pa okuse tudi najbolj zahtevnih house poslušalcev. Svoje remikse in glasbo izdaja pri založbah 1605, Great Stuff, Stealth in Tool Room. Veliko oporo pa so mu najbolj priznana imena elektronske glasbe. Umek, ki je tudi njegov veliki prijatelj, Karl Cox, Marco Carola in seveda Roger Sanchez. Hiti kot so Don't Give a Damn, kjer sodeluje Stella Mercury, Symphony s Proc and Fitch, remixi z Deadmau5, The Cube Guys, Umekom in Sanchezom so le nekateri od njegovih pomembnih glasbenih stvaritev. Na vrh pa ga je strelil singel Pretty Woman. Glasbeni portali in spletne strani ga opredeljujejo kot DJ-ja, na katerega je potrebno še posebej paziti, saj se njegovi napadi na vrhove glasbenih lestvic kar vrstijo. Spletna stran Beatport pa ga uvršča v sam vrh najbolj perspektivnih elektronskih virtuozov. DJ in producent Mike Vale. Živjo. Živjo. Kako si? Super. Tvoje pravo ime je Miha, a te mami še vedno kliče Mihec? Še vedno. Doma me v bistvu vsi kličejo Miha oziroma Mihec, drugače pa moje drugo ime Vale za vse prijatelje in ostale. Zdaj, ko se malo spomneva začetkov, kako bi rekel, kdaj je bilo tisto obdobje, ko si se ti odločil, da bo poklic DJ-ja pač edina stvar, ki jo boš ti upravljal in da bo to tvoje profesionalno delo? Torej, začelo se pred približno 13 leti z prvim obiskom kluba. Takrat nisem mogel verjeti, da lahko DJ za 3 gramofoni ustvarja takšno euforijo. Se zatem odločil za nakup svojih gramofonov, pač se želel tudi sam preizkusiti v tem, postal totalno zasvojen z nakupovanjem plošč in potem bi že po enem letu dobil priložnost v klubu Yucatan, kjer sem potem tudi dobil rezidenco, deloval tam kar nekaj let. Zatem sem želel nekaj več in se usmeril v produkcijo glasbe. Torej vso svojo energijo usmeril v to in potem se v bistvu vse skupaj tako začelo razvijati. Kaj bi pa rekel, kateri je bil tisti hit oziroma skladba, ki te je najbolj zaznamovala? Verjetno sta to bila remix za Proc and Fitch Symphony in pa komad Don't Give a Damn z pevko Stella Mercury. Ta oba komada sta bila izdana na Roger Sanchezovi založbi. On je recimo dobitnik Grammyja in zelo sem vesel, ker sva tudi naredila svoj komad zdaj, medtem ko sem jaz vrtel na Ibizi zdaj med poletjem. Mislim, da je to ena zelo lepa, velika stvar zame, tako da to so ene stvari, ki so me definitivno zaznamovale. Sodeluješ tudi z velikimi imeni z glasbenega področja, z Umekom sta velika prijatelja. Misliš, da ti to kaj pomaga? Z Urošem sva v bistvu najboljša frenda, poznava se že, ne vem, 8 let, 9 let, definitivno pomaga. Pogovarjamo se ogromno o sami glasbi, tako da tudi njega lahko recimo doskrat vprašam, kaj si misli o nekaterih zadevah, zaradi tega, ker je vseeno Uroš že toliko više kot jaz, oziroma je njegova kariera na takem nivoju, da se definitivno lahko zanesem doskrat na njega. No, veš, kaj me še zanima, včasih so DJ-ji pač vrteli muziko na vinilnih ploščah. Si ti tudi to delal? Sem. Tako kot sem že prej rekel, sem postal zasvojen z nakupovanjem plošč. Včasih je bilo zelo zanimivo, ker si v bistvu moral biti kar natreniran, da si lahko dve torbi polnih plošč, ki so v bistvu imele kar krepko preko 50 kg, nositi na vse te nastope. Danes USB ključek, slušalke ali pa recimo, če delaš z računalnikom, je toliko lažje vse skupaj, ampak je pa res, da je tudi tehnologija toliko napredovala, da je vse skupaj ogromno lažje tudi. Nastopil si tudi že skoraj povsod po svetu, zdaj greš v Indijo, ne vem kam se, kako se pa razlikuje publika po svetu? Publika se definitivno razlikuje, jaz še vedno najraje, oziroma zelo rad nastopam doma, ker je vseeno čutiti
to neko posebno energijo, drugače pa zelo zanimivo je bilo v Koreji, predvsem zaradi tega, ker so med drugim tudi moški cvilili oziroma sedeli kot ženske, tako da zelo fajn izkušnja, drugače pa ne vem, no. Zelo rad potujem in spoznavam različno publiko, do se naučiš tudi iz tega. Je pa resno, da se, ne vem, v Ameriki, Kanadi, Koreji, kjerkoli ljudje med sabo malo razlikujejo in je zelo pomembno tudi, da poznajo, če poznajo recimo sceno malo bolj oziroma so glasbeno malo bolj izobraženi, je pač tudi s publiko včasih malenkost lažje. No, zdaj pa dosta o tvoji profesionalni glasbeni karieri. Vem, da si zelo zaljubljen. Sem, zelo. Kaj to pomeni? Ja, ne vem. Kako recimo funkcionira tale ljubezen na daljavo, ker toliko potuješ? Bom rekel tako, no, ni lahko, je pa res, da sva z mojo punco non-stop na vezi, v bistvu se ne slišal samo takrat, ko sem na avionu, tako da ali sem v hotelu ali sem na letališču, se slišiva preko Viberja ali karkoli, messageov, tako da ni lahko, pa vseeno, gre kako. Hvala, Mike, za tale sproščen in lušken pogovor. Hvala vam. Hvala gledalci, zdaj bomo pa naredili kratko pauzo. Sledijo oglasi.